Pozdravljeni! V preteklih mesecih je bilo ogromno napisanega in povedanega o bodočnosti Mika Schumacherja. In mnogi izmed nas smo se strinjali, da je sezona 2020 odločilna za njegovo kariero in za morebiten preboj v Formulo 1. A po prvih dirkah je čas, da malce potegnemo črto in vidimo, ali je dosegel ali ne tisto, kar smo od njega pričakovali. Poleg prvih 5 dirk za svetovno prvenstvo Formule 1 smo lahko sledili tudi prvim 10 dirkam za svetovno prvenstvo Formule 2 v sezoni 2020. Naj ponovim, v Formuli 2 imajo malce drugačen format, namreč imamo tisto dolgo pa sprint dirko, drugače se delijo točke, ampak vseeno. Prvenstvo je, videli smo, kaj se dogaja, in tu je treba poudariti, da verjetno smo vsi mi navdušenci nad Formulo 1 pričakovali malce več od Mika Schumacherja. Ponovim malce zgodbo, je drugo sezono v Formuli 2 in nekako so mu vsi napovedovali svetlo prihodnost v Formuli 1. Spomnim se nekaterih člankov iz leta 2019, ko so mnogi pravili, kako bosta voznika v sezoni 2021 v skuderiji Ferrari Mick Schumacher in Charles Leclerc. Sveda, avtorji teh člankov niso mogli vedeti, kaj se bo zgodilo naprimer s COVID-19 in tudi niso mogli napovedovati rezultatov raznih voznikov, raznih dirk, zato take članke moramo zmeraj jemati z določeno rezervo. Enostavno je sedaj gledati za nazaj in praktično biti malce pameten. Ampak vseeno, mislim, da smo vsi lahko pričakovali več od Mika. Namreč Mick Schumacher v teh prvih 10 dirkah je pokazal, da ima 2 veliki težavi. In prva velika težava je njegov moštveni kolega Schwarzman, kateri je izbral zmage in bistveno več točk od njega. In točno vemo, da v vseh kategorijah motošporta je moštveni kolega tisti prvi zaveznik, ampak tudi prvi nasprotnik. Lepo se je izgovarjati na nekonkurenčnost ekipe, a treba je biti prvi v moštvu. Če je tvoj moštveni kolega zbral več točk od tebe, ne moreš se izgovarjati, da tvoj bolid ni bil na pravem nivoju. A Mick Schumacher ima še eno bistveno večjo težavo kot je njegov moštveni kolega. In to je to, da v Ferrari Driver Academy imamo kar nekaj boljših voznikov, ki so izbrali več točk in boljše rezultate, kot jih je on sam. Callum Elliott kot lep primer. In seveda vidimo, da konkurenca v Ferrari Driver Academy je izjemno močna in v tej močni konkurenci Schumacher ne blesti. Ukolikor bi blestel, bi bil ta prispevek čisto drugačen in približno v tistem tonu, kot so bili oni že citirani članki iz leta 2019. Seveda, videli smo kar nekaj zanimivih dirk, kateri je odpeljal Mick Schumacher v tej sezoni. Namreč tisto dvojno 3. mesto na veliki nagradi Madžarske je nekako začelo kazati neke znake prebujanja. A treba je biti racionalen. Tudi lani na sprint dirki v Hungaroringu je Mick Schumacher vozil odlično, dosegel je tisto svojo prvo in do sedaj edino zmago v Formuli 2. Lahko bi rekel, da proga na Madžarskem leži karakterju, talentu Micka Schumacherja. In videli smo tudi na tisti drugi dirki v Silverstonu, in to se pravi na sprint dirki velike nagrade 70. obletnice, tako da bomo malce se bolje razumeli, da je malo zmanjkalo Micku Schumacherju, da bi celo dosegel tisto prvo zmago v tej sezoni. Prehitel je moštvenega kolega Schwarzmana, trčila sta, komisarji so odločili, da je šlo za dirkaški incident, odgovornost 50-50, in Mick Schumacher je končal kot drugi, Schwarzman, če se ne motim, kot 13. Seveda, malo mu je zmanjkalo do zmage, a tu je treba biti pošten.
S tistim, kar nekomu zmanjka do zmage, si nihče ne more nič pomagati. V vseh kategorijah motošporta so važni rezultati, ki jih dosežeš, ne tisti, ki bi jih lahko dosegel. Konec koncev tudi jaz bi bil lahko svetovni prvak, celo večkratni svetovni prvak, a zmeraj mi kaj zmanjka. Naprimer ekipa in bolid Formule 1 ter superlicenca, pa še bi lahko našteval. Seveda, tu se moramo spomniti, kako se gleda na razne voznike v cirkusu Formule 1 sedaj. Prvi lep primer je Lance Stroll. Mnogi navdušenci ga nekako kličejo samo kot sina svojega očeta Lawrencea Strolla, kateri je kupil ekipo Racing Point, po mnenju mnogih, samo zato, da bi omogočil sinu, da je prisoten v Formuli 1. Po drugi strani malce manj prahu dviguje Nicolas Latifi, kateri je bil dolgo leta v Formuli 2, še ko se je ta klicala GP2, in njegovi rezultati, po tolikih letih so mu izkušnje pomagale in v svoji zadnji sezoni, to se pravi prejšnji, je bil uspešen. A vseeno v Williamsu njegova primerjava z Georgeom Russellom je vse prej kot laskava. A vemo, je v Williamsu, je tam od zadaj, nobenega ne moti. Dajmo biti zopet pošteni in primerjamo tisto, kar je pokazal Mick Schumacher do sedaj v Formuli 2, s tistim, kar smo videli naprimer v sezoni Charlesa Leclerca, ko je bil v Formuli 2, Georgea Russella, ko je bil v Formuli 2 in seveda Landa Norrisa, ko je bil v Formuli 2. In seveda vsi trije so bili eno sezono v Formuli 2. Ponavljam, Mick Schumacher je začel drugo sezono v Formuli 2. Torej, situacija vse prej kot enostavna in vse prej kot, bom rekel, razumljiva mnogim navijačem Michaela Schumacherja. Kako je možno, da izostajajo te rezultati, saj so vendar brali v mnogih medijih, kaj lahko pričakujejo v naslednjih sezonah. In tu se moramo sedaj vprašati, kakšna je razlika med tem, ko je naprimer Lance Stroll in Nicolas Latifi v Formuli 1 po zaslugi denarja svojega očeta in kaj bi bilo, če Mick Schumacher bi bil v Formuli 1 po zaslugi priimka svojega očeta. Po mojem bi z njim morali ravnati prav tako, kot ravnamo sedaj z Nicolajem in Lanceom. A mnogim to ne bo všeč, kajti spominjajo se tistih časov in še zmeraj so goreči navijači Michaela Schumacherja in s tem ni nič narobe, kot sem povedal že prej. A kot sem povedal tudi, razumeti moramo pristop, ki ga ima Mick Schumacher do vsega dirkaškega sveta. Verjetno si tudi sam mislim, da mu je usojeno priti v Formulo 1. Spomnim se nekega intervjuja z njim, ko je lepo, bom rekel, malce naivno priznal, da za njega ne obstaja nič drugega kot Formule 1. Plana B v resnici nima. Po drugi strani Frédéric Vasseur mu je dal zelo očetovski in mislim zelo modern nasvet. Svetoval mu je enostavno, naj se neha ukvarjati s Formulo 1 in naj svojo koncentracijo in zbranost posveti sedanji sezoni Formule 2. Bolj koristno bo za njega. In tu se z Vasseurjem totalno strinjam. Namreč pričakujem, da bodo mnogi analitiki in mnogi navijači sedaj začeli s tistimi teorijami. Seveda, če nasprotniki Micka Schumacherja ne končajo niti ene dirke in če Mick Schumacher z lahkoto zmaga vse preostale, bomo vsi videli njegov talent. To me spominja na tiste situacije, ki jih vidimo ponavadi pri koncu sezone Formule 1. Ko bi, po mnenju mnogih, tisti, ki je vodilni, lahko praktično odstopil vse dirke do konca svetovnega prvenstva, tisti, ki je drugi, pa bi jih lahko to zmagal in tako obrnil situacijo ter postal svetovni prvak. Mislim, da tisti, ki so bili dobri na začetku sezone v Formuli 2, se bodo težko izgubili do konca sezone. In seveda, Micku priželim zmage tudi v Formuli 2, a dvomim, da bo serijsko začel zmagovati. Seveda, upam, da bo dosegel zmago, 2, 3 ali tudi več, a dvomim, da bo obrnil trend.
Tudi lani ga ni obrnil, čeprav smo videli zmago na njegov račun. In kaj to pomeni? Tudi pri skuderiji Ferrari so se začeli malce bolj ozirati na tiste hitrejše v Ferrari Driver Academy. In lahko se zgodi, da Mick Schumacher enostavno ne bo izbran. In po mojem v Formulo 1 moraš priti tudi zato, ker si hiter. In vsi se bomo mogli verjetno sprijazniti tudi s tem, da Mick Schumacher lahko tudi ne bo pokazal dovolj. A sicer prihodnost nam bo nakazala, kaj lahko od njega pričakujemo. Tisto, kar smo videli na teh prvih dirkah, žal ne kaže v pravo smer. In tudi s tem se moramo vsi sprijazniti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.